ob koncu lanskega leta je bilo v Sloveniji registriranih 67.100 golfov. To pomeni, da jih je toliko, da bi lahko imel vsak celjan in vsi tisti, ki živijo v bližnji okolici po enega. Za otroke vred. Zato jih verjetno tudi vidite toliko na naših cestah in to pomeni le eno, da je avtomobil res priljubljen v naši mali državici. Pa ne samo pri nas, v bistvu po vsem svetu. Skupaj z zadnjo 6. generacijo je Volkswagen izdelal že več kot 29 milijonov golfov, 7. bo presegla številko 30 milijonov, to pa je konkretno. Golf je bil ustanovitelj svojega razreda, ki mu pravimo kar golfov razred, to je razred kombi limuzin. Od leta 1974, ko je pripeljal na ceste prvi golf, se je tako do danes zgodilo res veliko in novi to bogato izročilo konkretno nadgrajuje. Čeprav tega ne boste takoj opazili in kot slišim, je to najpogostejši očitek, da je skoraj isti kot prejšnji. Volkswagen se je namenoma odločil za to potezo, čeprav je avto čisto nov. Želijo le nadaljevati zgodbo, ki so jo začeli že skoraj 40 let nazaj in z novimi tehnologijami povzročati revolucijo. Najpomembnejši poudarki so na primer masa vozila, ki je tudi do 100 kg manjša kot pri predhodniku, potem kup opreme, kot so radarski tempomat in pomoč pri vzdrževanju smeri, elektronska ročna zavora, pa tale velik zaslon, ki pripravi ikonice, ko približate roko, seveda pa tudi novi in zelo učinkoviti motorji. Pravijo, da je celotna družina golfov za skoraj 14% varčnejša z gorivom, iz česar so izračunali, da bo samo za to na leto v Evropi za 119.000 ton manj izpustov CO2. Mislim, to so cifre, ki si sploh ne znam predstavljati, sem pa vesel, da se proizvajalci trudijo na teh področjih. Najvarčnejši Blue Motion naj bi v povprečju porabil le 3,2 litra na 100 km, sam pa se zdaj le vozim v novem 2-litrskem TDI 110 kW oziroma 150 konji, ki je tišji, bolj prožen in tudi bolj varčen. Zdaj pa ga grem zamenjati še za novi bencinski 1.4 TSI. Ta motor ima 103 kW, 140 konjev in izklaplja 2 valja, ko je motor neobremenjen, da privarčuje približno pol litra goriva. Zelo lepo teče, sicer se malo, ampak res malo čuti ta preklop, tudi če pravijo, da se ne, ampak to ne bo nikogar motilo. Važno je, da se novi Golf spet odlično pelje, da je udoben, le za 5 cm daljši od predhodnika, ampak opazno bolj prostoren, prtljažnik je za 30 litrov večji, zdaj pa verjetno stvar, ki vas najbolj zanima. Naprodaj bo od sredine novembra za najmanj 15.100 €.